Živjo, sem Jana Pristovšek in spet smo skupaj. Danes bom govorila o tem, kako biti pravičen do toksične osebe. A ste se kdaj vprašali, če ste pravični do toksične osebe? A ste se kdaj vprašali, kakšno krivico ji delate? Kako ste nepotrpežljivi, kako napačno gledate, kako nimate pravega pogleda na celo situacijo, ne vidite, kako velika krivda je v vas, da je toksična oseba takšna, kot je. A ste se kdaj vprašali, če ste vi popolni, če ste tako popolni, kot zahtevate popolnost od toksične osebe? To, kar vam je ona 1000-krat povedala, da bo tako in nič drugače, ampak ste vi tisti, ki neprestano nekaj hočete, zahtevate, vi ste tisti, zaradi katere je nesrečna, zaradi katere je sitna, zaradi katere je stvar, je situacija, je odnos takšen, kot je. A ste se kdaj vprašali? Zdajle se najprej vprašajte, kako se počutim. Kako se počutite ob tem, ko ste tole slišali? Verjetno vam je zastal dih, marsikdo od vami je začutil v sebi tesnobo. Zakaj? Zaradi tega, ker so to stvari, ki so neprestano v vas. Neprestano se sprašujete, ali ste dovolj potrpežljivi, ali bi lahko naredili še kaj, ali ste 100% resnicoljubni, ali ste 100% pravični, ali 100% lahko rečete, da se niste nikoli zmotili, da niste bili nikoli krivični. In nihče od tega ne more tega nikoli reči. Zato, ker smo v različnih situacijah in takrat, ko smo mi čustveno v stiski, takrat ne razmišljamo razumsko, ne razmišljamo trezno in tudi naše reakcije so potem izkrivljene, grejo v neko smer in grejo v smer tega, da se hočemo rešiti, hočemo se otresti neke krivde, neke odgovornosti, česarkoli. In takrat nismo 100% pravični. Ampak kdo od nas zahteva 100% pravičnost? V prvi vrsti mi sami. V prvi vrsti smo mi sami tako neskončno strogi do samega sebe, da namesto, da bi pogledali širšo sliko nekega dogodka, se osredotočimo samo na to, koliko bom jaz krivičen in kako težko bom s tem živel, kako težko bom jaz živel s to odgovornostjo, da nisem 100% odličen. In to je problem ljudi, ki se neprestano sprašujejo, ki se pogosto sprašujejo, kaj jaz lahko naredim boljše, kako bi jaz lahko naredil boljše, in ker se tako neskončno bojijo krivde. Krivde se bojijo zato, ker ne sprejmejo, težko sprejmejo, nimajo v sebi občutja, da so kljub temu dovolj dobri, tudi če niso 100%. A veste, biti 100% v življenju je nemogoče. Je nemogoče. Nihče ni. In to zahtevati od sebe je dobesedno smrtna obsodba, ker nikoli tega ne moremo doseči. In potem, kaj se zgodi? Zgodi se to, da srečamo osebo, ki nam točno to dopoveduje. Točno to, pred čemer mi bežimo, točno to nam ta oseba dopoveduje. Si krivična, nisi poštena, ne prisluhneš, ti si kriva. In ko mi to slišimo, mi nehamo, ne moremo, naša notranjost, naše nezavedno, naša stiska, naš groza, strah, dobesedno se zakrčimo in samo hočemo iz tega ven. To, da mi nismo pravični, da nismo dovolj dobri, da nismo ustrezni, to v nas vzbuja smrtni strah. Takrat se zbudi smrtni strah. In ta smrtni strah, da se zbudi, je zato, ker je to zapis v naši črtni kodi oziroma v tistem, jaz imenujem tisto, v neznanem, v nezavednem, ki določa, kako bomo mi reagirali. In če se zdaj vrnem na toksično osebo,
Mi se sprašujemo, ali smo dovolj pošteni do toksične osebe, ali ji delamo krivico, ali si toksična oseba zasluži še eno možnost, ker si jo vsi ljudje, vsak človek si zasluži še eno možnost in človek se lahko popravi in človek je lahko boljši in človek dela napake, ampak vse to mi razumemo za druge, ne razumemo pa za sebe. Tudi mi se lahko kdaj zmotimo, tudi mi smo lahko kdaj krivični, tudi mi se lahko kdaj zlažemo v stiski, da se rešimo nečesa. Ampak mi tega sebi ne dopustimo, dopustimo pa drugi osebi. Ali si zaslužimo mi drugo možnost, ali si zaslužimo, da toksična oseba enkrat razume nas in reče, ne bom popenila, ne bom se razburila, ampak te bom razumela, ali si mi to zaslužimo? Vprašajte se tako. Vprašajte se, kolikokrat je toksična oseba rekla, zaslužiš si drugo možnost, razumem, da si v stiski, razumem, da si utrujena, razumem, da si slabe volje, razumem, da imaš danes slab dan. Kolikokrat ste to slišali? Ampak ne, niste. Mi ali pa vi, pa toksični osebi. Poveste, razumem, da imaš slab dan, razumem, da si slabe volje, razumem, da si razburjen in razumem, da te je to moje dejanje, da so te to moje besede razburile. In se bom potrudila, da bom boljša, potrudila se bom, da bom bolj pridna, potrudila se bom, da ti ne bom delala krivice. Potrudila se bom, da bo tvoje življenje, tvoj svet lepši. In tukaj so dvojna merila. Zakaj vas je tako strah, zakaj tako bežite od tega, da bi bili krivi? Pa kaj potem, če ste krivi? Tukaj ne gre, da ste krivi, da ste nekoga ubili, da je nekdo drug življenjsko ogrožen, da ste mu uničili eksistenco. Tukaj gre za to, da niste zbrali pravih besed, ki jih druga oseba od vas pričakuje. Tukaj ste krivi tega, da ne poskrbite, da se bo druga oseba dobro počutila. Krivi ste, da niste pretekli takoj in naredili vse, kar se je druga oseba spomnila. Takih stvari ste krivi. Krivi ste, ker otrok joče, zato ker je lačen, ker je žejen, ker mu je prevroče, ker mu je premrz, ker je preutrujen. Krivi ste, ker otrok joče, ampak normalno je, da otrok zajoče, ko mu ni ugodno. In komu pa je ugodno 24 ur na dan? Jok je edina stvar, s katero otrok, dojenček, mali otrok izraža svoje razpoloženje, ugodje v življenju. Ampak mama je kriva, ker otrok joče. In dokler se boste bali krivde, dokler se boste bali tega, da je krivda nekaj najbolj groznega na svetu, nekaj, kar vas življenjsko ogroža, tak občutek je v nezavednem, tako dolgo boste delali čisto vse, da ne boste krivi. Pejte na drugo stran, poiščite notranjega otroka, ki je kriv. Peljte ga na travnik, naredite po postopku, o katerem pišem, govorim, razlagam, učim. Peljte ga, to deklico peljte na travnik, da boste vedeli, kje je, ne jo kar nekje pustiti, ne notranjega otroka nekje pustiti, ker ni dobro, ker joče, ker je v stiski, ker je v strahu, ker je osamljen, ker nimate časa zanj trenutno. In ga nimate jutri in ga ne boste imeli niti pojutrišnjem. Zdajle ga peljte na travnik, na varno, na toplo in mu povejte, ta deklica ni kriva. In tudi, če je kriva, je ustrezna. Tudi, če je kriva, je dovolj dobra, je dovolj lepa, prijetna, prijazna, vredna, pametna, odgovorna. Je dovolj vredna je zato, ker je. In drugi ljudje ne določajo njene vrednosti, ne določajo njene cene. To je pomembno, da veste. In če ne zmorete sami, poiščite pomoč. Mogoče včasih je dovolj ura, 2 ali pa 3, ampak to, da postavite temelje, na katerih boste vi lahko gradili. Ko se boste vi premaknili naprej, se bo življenje popolnoma obrnilo v drugo smer. Če mi ne verjamete,
preberite, kaj so napisali drugi ljudje, ko so to naredili. Če ne verjamete meni, verjamete ljudem, ki imajo to izkustvo in so šli skozi ta proces. Iščite informacije in se vprašajte, ali je ta pot, kateri jaz zdaj trenutno sledim, za katero jaz slutim nekje globoko v sebi, da bi bila morda pravilna, ali je pravilna zame, ali je meni podporna, ali mi bo prinesla olajšanje. Gre za to, da se čustveno razbremenimo. Ko smo mi čustveno razbremenjeni, se lahko čustveno okrepimo. In ko se mi čustveno okrepimo, več čustvenih pritiskov potem zmoremo. To je točno tako kot fizična kondicija, popolnoma enaka je. Če smo mi telesno oslabljeni, potem manj fizično zmoremo. In ko mi manj fizično zmoremo, lahko manj naredimo in nas prej stvari utrudijo in nas prej stvari dotolčejo. Imejte se radi, posvetite se sebi, vprašajte se, ali sem jaz pravičen do sebe, ne do drugega. Ali sem dovolj razumevajoč do sebe, ne do drugega. Ali sem jaz dovolj prisluhnem sebi. Zakaj jaz delam stvari, da bo drugim boljše? Zakaj jaz ne naredim najprej stvari, da bo meni boljše? To naredite. Če vam je bil video všeč, ga prosim delite. Vesela bom vaših mailov, sporočil. Vesela bom, če se mi pridružite v Facebook skupini Čarobni odnos, če preberete mojo knjigo Čarobni odnos oziroma 8 moških, zakaj pa ne. Če pridete na mojo spletno stran in če me boste še kdaj poslušali in seveda naročite se na YouTube kanal. Imejte se radi, postanite si pomembni, vi sebi povejte, da ste vredni, da ste pomembni, da ste čudoviti, ker ste. Imejte se radi, malo se spet slišimo. Čau, čau.